Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Na soboškem pokopališču so se tradicionalno pred dnevom mrtvih poklonili padlim. Jutri je v Sloveniji državni praznik dan reformacije. Poškodovane table in zaraščene poti v soboški fazaneriji. In še vreme, jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na pokopališču v Murski Soboti je bila danes tradicionalna žalna slovesnost pred dnevom spomina na mrtve, ki jo vsako leto pripravljata Mestna občina Murska Sobota in Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja. Slovesnost je spremljal tudi kulturni program. Danes je bila v Murski Soboti na pokopališču žalna slovesnost pred dnevom mrtvih za padle, ki jo tradicionalno pripravljata Mestna občina in Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja. Slovenci smo v prejšnjem stoletju zelo krvaveli. Najprej veliki vojni za tujega vladarja, presvetlega cesarja, v Galiciji, današnji Ukrajini, v Srbiji, na reki Soči. Nekateri so potem groznem, krvavem davku so se vseeno odzali klicu generala Maistra in še enkrat krvaveli od Gornje Radgone do Šmihela. In po prvih znakih odpora naprednih Slovencev pod vodstvom Komunistične partije Slovenije sprožil še bolj krvavo državljansko vojno, ko je Slovenec klal Slovenca za tujega gospodarja. V 4 letih so na tej zemlji tekle reke krvi partizanov, od sovražnika zapeljanih Slovencev in sovražnikov vojakov, predvsem pa nedolžnega civilnega prebivalstva. Po vojnih vihrah so na ruševinah zgradili novo domovino, ki se je prav tako zlomila in spet smo bili na razpotju. Do smrti maršala Josipa Broza Tita so se mednacionalna nasprotja obvladovala, potem pa se je najprej zakrito, nato pa vedno bolj odkrito kazal boj za oblast, ki je vedno bolj cepil republike skupne države. Po hudi gospodarski krizi, ki je trajala že več kot 10 let in se ni dalo dogovoriti za nove temelje, se je 88% prebivalcev Slovenije odločilo, da gremo na svoje. 6 mesecev pozneje je poskušala naša bivša država z našo bivšo jugoslovansko ljudsko armado to nasilno preprečiti. In spet je povzročila prelivanje krvi. Pri nas 10 dni, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini pa 4 leta. Danes se na tem mestu spominjamo vseh, ki so za to domovino krvaveli v prejšnjem stoletju. Razmere v Evropi in svetu znova nakazujejo težavne čase. Ali so ti junaki krvaveli zastonj? Ali so bile njihove žrtve brez pomena? Ali ljudje res ne moremo živeti tako, da bi spore reševali s pogovori? Tudi v lastni državi je nasilje. Dokler gledamo vstran, ker to ni naš problem, skorajda vsakodnevni pojav. Naši predniki so tako po veliki vojni kot po drugi svetovni vojni bežali na zahod, kjer se cedita med in mlekom, pa vendar so z njimi ravnali v begunskih centrih v Avstriji kot z ljudmi. Danes pa bi nekateri radi zabetonirali naše meje in pregnali vsakega begunca v tot. Kar smo včasih gledali pri poročilih na televiziji, da se je dogajalo v Afriki, se dogaja danes v Evropi. Zaradi tega se kot veteran vojne za Slovenijo večkrat vprašam, ali je to res tista država, katere ustanovitev smo zavarovali s svojimi življenji. Z žalno slovesnostjo, ki se je udeležil med drugimi državni sekretar Dejan Židan,
so se v Murski Soboti poklonili vsem, ki počivajo na pokopališču, padlim v vojnah in drugim, ki so svojim delom zaznamovali pomurski prostor. Vendar danes ni čas za to razpravo. Danes je to mesto in čas, da se poklonimo tem, ki so verjeli, da bo zaradi njihove žrtve življenje v naši domovini boljše in da njihova žrtev ni bila za manj. Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja smo ustanovili zato, da bi ohranjali spomin na vas in vaše žrtvovanje. Ne bomo vas pozabili. In tega, da smo danes lahko na svoji, domači zemlji, zemlji naših prednikov in lahko govorimo v našem domačem jeziku. Slava vašemu spominu. Jutri praznujemo na Slovenskem dan reformacije in v našo družbo smo povabili škofa Evangeličanske cerkve na Slovenskem, gospoda Leona Novaka. Leon Novak, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Dan reformacije sega v 16. stoletje in pravzaprav ne gre samo za praznik verstva, ampak tudi družbeno-političnega gibanja. Tako je. Reformacija je na eni strani seveda izhodiščno bilo cerkveno-versko gibanje, ki pa je imelo potem tudi na političnem ali pa družbenem področju določene posledice. Začela se je z Martinom Lutherom v Nemčiji, ki je bil profesor na Wittenberški univerzi, kjer je poučeval biblicizem in pa Novo zavezo in pač med svojim študijem, predavanjem je prišel do spoznanja, da bi se cerkev, kateri je sam takrat pripadal, torej rimokatoliška cerkev, morala vrniti nazaj svojim koreninam, se pravi, da bi določene stvari, ki so bile moteče za njega kot teologa, spremenili. Predvsem je kritiziral prodajo odpustkov, zaradi tega je potem obelodanil, objavil 95 tez, kjer je zagovarjal pač svoje stališče in želel na neki strani imeti tudi nek disput, neko javno mizo, pogovor s teologi, kjer bi se o teh njegovih tezah pogovarjali. Reakcija je bila malo drugačna, tako da je moral na eni strani potem zbežati, se skriti, da ni doživel iste usode kot njegovi predhodniki, torej zahteve po prenovi katoliške cerkve so se začele že prej, z Janom Husom, z Savonarolo, z drugimi, ki pa so se pač večinoma končale potem na grmadah, se pravi, vsi ti reformatorji so bili obsojeni na smrt. No in za to idejo se je potem seznanil tudi Primož Trubar med svojim študijem teologije pri škofu Bonomu v Trstu, potem v Salzburgu in pa na Dunaju. In ko se je vrnil, tudi sam na ta način začel delovati. Kaj so torej zahtevali protestanti? Prvo to, da se v bistvu Sveto pismo prevede v jezik ljudi, do takrat je bila večinoma samo vulgata, torej prevod v latinski jezik. Tega so razumeli le izbranci, tisti, ki so imeli izobrazbo. V tistem času je nekje 97% prebivalstva, predvsem na podeželju, bilo nepismenih. In prvi korak je bil prevod Svetega pisma, to je začel že Luther v nemščino in seveda potem Trubar najprej izdal katekizem in pa, kar je bilo pomembno, in to zdaj posegamo tudi na to območje družbe, se pravi izdaja abecedarja, da bi se ljudje naučili brati in pisati, da bi postali samostojni, neodvisni, da bi, na primer, kmet, če želi prodati neko njivo ali jo kupiti, lahko sestavil neko kupoprodajno pogodbo, da bi lahko zapisal svojo zadnjo voljo, se pravi za dedovanje in tako naprej. In vse to seveda potem ima posledice tudi na družbenem področju, kajti čim bolj so ljudje izobraženi, tem bolj samostojni postajajo. In ne samo, da so protestanti zahtevali potem prevod Svetega pisma v jezik ljudstva, ampak ustanavljali so tudi šole. Šole, ki so jih lahko obiskovali tako fantje kot dekleta. In predvsem za kmečko prebivalstvo je bilo to zelo pomembno.
seveda tudi za meščane, ampak meščani so bili večinoma, vsaj tisti, ki so imeli boljše pozicije v družbi, če so bili zdravniki, farmacevti ali kaj podobnega, zidarski mojstri, arhitekti, so seveda si lahko privoščili potem tudi privat učitelje za svoje otroke, medtem ko je na podeželju bila situacija popolnoma drugačna. In ravno zaradi tega se je uvajalo to splošno šolstvo in seveda še to, kar imamo in poznamo tudi danes, štipendije za tiste, ki so bili nadarjeni. Tako da je reformacija posegala, torej, kot smo prej rekli, na versko področje, imela pa je potem seveda tudi posledice v sami družbi in pa v življenju vseh ljudi. Na Slovenskem je reformacija absolutno zelo pomembna, že zaradi jezika, zaradi Primoža Trubarja, in reformacija nam je prinesla tudi prva tiskana dela v slovenskem jeziku. Je tako, kot sem omenil, Trubar je začel z katekizmom, potem z abecedarjem, ki je bila priloga katekizmu, potem je prevajal Novo zavezo. Njegovo delo je potem dokončal njegov sodelavec Jurij Dalmatin, tako da smo 1584 dobili celoten prevod Svetega pisma v slovenskem jeziku. Bili smo 11. narod, ki je v 16. stoletju imel svoj prevod Svetega pisma, torej v slovenskem jeziku. In to je bilo seveda nekaj izjemnega, kajti moramo se zavedati tudi, da so reformatorji delovali pri nas v Sloveniji v nekem drugačnem okolju. Naprimer, v Nemčiji je seveda bil tudi interes cesarja ali pa vladajočih, da se prevede Sveto pismo v nacionalni jezik. Mi svojega plemstva nismo imeli. Mi smo bili razdeljeni med Habsburžani in pa Ogrsko krono in v bistvu kot neke narodne identitete do dneva reformacije oziroma z delovanjem Primoža Trubarja tudi nismo imeli, kajti Trubar potem svoje bralce prvič nagovori kot ljubi Slovenci. Se pravi, ne samo, da dobimo knjižni jezik, dobimo tudi narodno identiteto. In to nas potem povezuje. In to je v bistvu tisto, kar potem, bom rekel, tudi narod skozi zgodovino oblikuje, da imaš svojo identiteto, da imaš svoj jezik, da si kot narod zapisan tudi na zemljevidu Evrope, da se te zazna. Bohorič je potem izdal tudi slovnico za slovenski jezik. In vse to je seveda prispevalo k temu, da smo se kot narod začeli razvijati, da smo dobili svoj položaj v sami Evropi in Trubar je bil zelo aktiven. Ne samo, da je deloval tu pri nas, torej izdal je potem tudi prvi pravni dokument, cerkveno ordningo, kjer je opisoval, kako mora potekati bogoslužje, se pravi v jeziku ljudstva, v našem domačem jeziku. Izdale so se pismarice v slovenščini, da se je lahko pri bogoslužju tudi pelo. In potem, ko je moral zaradi protireformacije zapustiti naše območje, je prebežal v Nemčijo in se potem ustalil tudi v Bad Urahu, kjer je ustanovil prvi biblični zavod na svetu. Se pravi, naredil je veliko korakov, ki so se zapisali v zgodovino ne samo slovenskega naroda, ampak tudi na splošno, bom rekel, zgodovina biblicizma. Navaja Trubarja tudi kot prvega, ki je začel sistematično prevajati Sveto pismo v druge jezike, torej prevajajoč seveda slovenski jezik, potem hrvaški jezik in pa tudi srbski jezik. In to zaradi tega, da bi nagovoril tudi prebivalce, ki so takrat trpeli pod turškimi vpadi in da bi jim dal tudi neko, bom rekel, duhovno oporo. Na Slovenskem smo zato upravičeno leta 1992 uvedli praznik Dan reformacije, ki je državni praznik in tudi dela prost dan, da se poklonimo tem velikim možem, ki so nas kulturno ne samo obogatili, ampak na današnji evropski prostor umestili jezik, knjige in vse, kar nas kot Slovence tudi konotira. Je tako je. Slovenija je v bistvu ena izmed redkih držav, ki ima 31. oktober, torej dan reformacije, za državni praznik in dela prost dan, kar seveda hkrati poudarja tudi pomen reformacije. Vse to, kar sva prej naštela, razvoj slovenske književnosti, narodne identitete, razvoj šolstva, razvoj slovenske slovnice z Adamom Bohoričem in še bi lahko naštevali. Tako da je ta reformacija pri nas imela zelo pozitivne vplive in zato se je
Slovenija, ko je postala samostojna, tudi odločila, da ta dan obeleži na način, kot ga poznamo danes. Najlepša hvala, škof Leon Novak. Hvala tudi vam in vse dobro. Vsem želim prijetno praznovanje dneva reformacije v krogu svoje družine in pa še naprej mirno in spoštljivo sožitje vseh nas. Čeprav je fazanerija še vedno priljubljena rekreativna točka za sprehajalce, tekače in kolesarje, so številni deli gozda zanemarjeni, informativne table poškodovane, del poti pa je potreben obnove. Čeprav je bila fazanerija pred leti prenovljena in prilagojena obiskovalcem, so številni deli v slabem stanju, informativne table so razbite, popisane in poškodovane, del oznak na križiščih poti pa zlomljen ali popolnoma neberljiv. Tabla učne poti je razpokana in popisana z grafiti, kar kaže na vandalizem in pomanjkanje vzdrževanja. Smerokaz Soboške zelene poti je delno zlomljen, kar lahko zmede obiskovalce, ob tem lahko prištejemo še padla drevesa in zarast poti. Poglejmo še, kako kaže z vremenom. Jutri bo sprva precej oblačnosti, ki se bo čez dan tanjšala in trgala. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti namerili 17, v Radencih 18, v Lendavi 13, v Krajinskem parku Goričko pa 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačnosti, ki se bo čez dan tanjšala in trgala. Le na severnem Primorskem bo ostalo večinoma oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 8, najvišje dnevne od 17 do 21, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 12, v Mariboru 10, najvišje dnevne pa v Murski Soboti in Mariboru 17, na Ptuju pa 18 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo na zahodu večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Proti vzhodu in v delu osrednje Slovenije bo več sončnega vremena. Po nekaterih kotlinah bo v soboto zjutraj lahko tudi megleno. Precej toplo bo za ta čas. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 5 in 12, čez dan pa med 13 in 20 stopinj Celzija. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v naši današnji osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!